Gre za enega najcenejših, če govorimo oziroma gledamo čisto osnovno izvedenko avtomobilov, ki so na voljo na slovenskem trgu. ...50 let. Okrog česa se bo vrtel tale vlog. A veš, na test sem vzel en... fuck, stari, ej. Kakšen sem. Poglej, avto za mano se imenuje Mitsubishi Space Star. Na zelo veliko načinov gre za klasičnega malčka, ampak ključne besede tukaj pri tem avtomobilu sta predvsem stara pa šola. Zdaj pa, da se razumemo, v tem kontekstu stara šola načeloma ne pomeni čist nič slabega. Ajde, pa da ne bomo na pamet, ne? Dajmo se nekam zapeljati. Ta že malo sopiha, ne vem še čisto točno zakaj, pa se mu dajmo posvetiti. Že dolg časa ni bilo v vlogu nobenega Mitsubishija. In zadnjič je bilo prav hecen, ne? Sem dal par fotk tega avtomobila na Instagram, pa so takoj prišla vprašanje: Ciril, daj prosim lepo povej, na kakšen način se ti spoprimeš z dejstvom, da se večino časa ali pa zelo pogosto voziš v avtomobilih, ki so razmeroma veliki pa dragi, v avtomobilih, ki so bolj fini, pa se pa usedeš v Space Starja, ja, a ti je kaj bed? Starja, se ti hecaš. Avtomobili so, ne glede na to, kakšno je njihovo poreklo, ozadje, koliko fini so, s čim so opremljeni, koliko zmogljiv motor imajo, vsak ima eno svojo, dajmo reči temu, lastno osebnost, namembnost, skupino kupcev, ki jih lovi. Hočem reči, da je vsak avto, ne glede na to, kakšen je pa koliko košta, po svoje lahko fejst zanimiv. Še posebej avtomobili, ki se na našem jedilniku ne znajdejo tako pogosto. A ni res? Drugače pa, da bomo vedeli, zakaj gre. Mitsubishi za Space Starja pravi, da je letos, na začetku leta oziroma konc lanskega, prišel nov. To drži 100%, samo da ni čist nov. Ampak bil je pa orang prenovljen. Kdor ve, kako je izgledal ta prejšnji, bo zelo hitro ugotovil, da je spreden del praktično čist drugačen. Pa še en zanimiv podatek imam, ne samo, da je maska nova, je tudi eden ključnih elementov pri Space Starju, ki ga, če se jaz ne motim, v segmentu, to se pravi med malčki, uvršča, mislim, da celo na prvo mesto, ki pride do količnega zračnega upora. 0,27 je ta številka. Zdaj, če se jaz ne motim, je Space Star tale nov spreden del krepko nucel, tudi zato, da se je po oblikovni plati, po oblikovalskem jeziku poistovetil oziroma poenotil s svojimi brati. Drugače ga pa v osnovi močno zaznamuje še ena beseda. A veš, katera? Preprostost. Ampak ne tega imeti v negativnem kontekstu. Zato, ker je veliko avtomobilskih kupcev, ki si pri svojem avtomobilu ne želijo dosti komplicirati. Kaj hočeš? Hoče imeti avto. Kakšnega pa? Preprostega. Zdaj, koliko je ta preprostost všeč evropskim kupcem, ne pozab, Space Starjev so v trenutni generaciji oziroma tudi preprenovo v Evropi pokupili 200 jurjev. In ko avto pogledaš, je pravzaprav razmeroma zanimiva karoserija še najmanj preprosta stvar na njem. In poleg preprostosti, pridemo pol do kabine, je eden izmed elementov, ki kupce k temu avtomobilu vleče še posebej tudi cena. Gre za enega najcenejših, če govorimo oziroma gledamo čisto osnovno izvedenko avtomobilov, ki so na voljo na slovenskem trgu. A veš, zato ker se cene začnejo tam prej na 9 jurjih. Dobro, zdaj bo mogoče kdo čuden gledal, če bo šel na Mitsubishijevo spletno stran, pa bo videl, da se vse skupaj začne pri 10.500, 10.600 tam nekje. Ampak, če moje informacije držijo, uvoznik ponudi še nekaj popusta, pa se pa spustiš kar globoko pod 10 jurjev. Drugače pa, da ne boš rekel, da ti nisem avtomobila pokazal tudi od zadaj. Poglej, tako izgledata odbijač, zadnje luči, ki mimogrede svetijo v LED tehniki, pa tukaj je napis Space Star, potem pa malo nakazujejo na ene vrste difuzor s telimi, bom rekel, pa so to zobki. Tudi tele barve prej ni bilo na volje, Sand Yellow se imenuje. Se mi zdi, da ga luštno popestri. Pa tako je, ne? Tudi če ga boš nabutil z najvišjo stopnjo opreme, se cena ne bi smela dvigniti nad 13 jurjev. 12.600 pa še nekaj se mi zdi, da košta. Pa pol dodaj še tisti popust zraven, ne? Zdaj, value for money je načeloma velik. Ampak pri Space Starju moraš resnici na ljubo, in tukaj se mu paleta vse malo poznajo, računam tudi na to, da ko pridemo do aktivnih varnostnih pripomočkov, se mi zdi, da so napovedovali, da je par sistemov, ki ne bi aktivno pomagali pri tem, da če si malo smotan, da se vseeno malo težje zaletiš, še pride. Ampak generalno gledano aktivne varnosti prav zelo veliko ni, to moram poudariti. Dajmo zdaj pogledati v kufer, pa pol nadaljujemo s kabino. Poglej, kar gledaš, je 235 litrska luknja. Rekordov se tukaj ne podira, ampak imel misli, da je to 3,85 metra dolg avto. Mi je pa pri kuferu ena stvar še posebej všeč. A veš, ko dvigneš poden, najdeš par zelo priročnih predalov. I like it very many. Zdaj pa preden stopimo v kabino, stvar, ki jo moram poudariti, glede na to, da govorimo o zelo dostopnem malčku, se mi zdi fejst, da imaš način odpiranja brez ključa. Potem tukaj zagon motorja vidiš s pomočjo stikala. Zdaj pa tukaj ponovadi moram v drugo vrsto, da bom pokazal, kaj se dogaja v prvi, ki je vseeno malo lažji. Tukaj je prostora
Poglej, koga imam za kolena, koliko je to, dobrih 10 cm. Spet, glede na parametre avtomobila, zelo zadovoljiva vrednost, predvsem pa za glave je placa ogromen, kaj da si v enem mini enoprostorcu imaš feeling. Pa ajde, dajmo recimo še plus pike za tale, zgleda kot carbon fiber, pa je valjda plastika, ki sam simulira. Poglej, tole je pa pogled na kokpit, na delovni prostor voznika oziroma na armaturno ploščo. Že prej sem rekel, da je preprostost ena glavnih besed pri tem avtomobilu in to seveda velja tudi za kabino. S tem seveda ni nič narobe. Moraš pa vedeti, da govorimo o malčku stare šole. To se pravi, govorimo o klasičnih merilnikih, o malo stikalih na volanu, kar je, kar se mene tiče, bonus, predvsem pa o zelo preprosti telesredinski konzoli. V spodnjem delu imamo stikala za upravljanje s klimatsko napravo, zgoraj pa valjda vmesnik, ki se razume s pametnimi telefoni. Mimogrede, sprednja vrsta ima tudi gretje sedežev, dvostopenjsko. Pa še nekaj, ne? Kdor se bo usedel spredi, bo hitro ugotovil, da se sedi razmeroma visok. In to bo, če mene vprašaš, všeč predvsem starejšim kupcem oziroma tistim, ki vseeno iščejo tudi avtomobil, ki je preprost, dostopen, da ni zdaj SUV, ker pač nekateri pač te konceptne zasnove ne prenašajo in iščejo klasiko, in da se sedi visoko je fajn, ker je vseeno iz kabine malo lažje ven, pa tudi noter. Drugače pa feeling tukaj v prvi vrsti, ne, lej, sedeža izgledata čisto simpatično. Moram pa priznati, da ponujata mal bočne opore. In če temu dodam dejstvo, da se avto nadpovprečno veliko nagiba v zavojih, je to ena stvar, ki bi se jo jaz želel popraviti. Sprav imeti predvsem pri bočni opori bolj čvrste zice. Zdaj na vrsti pa še ena stvar, ki je pri malčkih, sploh pri preprostejših in dostopnejših tudi zelo pomembna. To je pa ekonomičnost. Lej, tale Space Star je lahko opremljen ali z litrskim ali pa z 1,2 litrskim, v tem primeru trivaljnikom, ki razvije 59 kW oziroma 80 konjev, pa navora drobiš čez 100. Zdaj, upoštevi najprej dejstvo, da avto tehta nič več kot 950 kg. In tudi zato je poraba, bom rekel, zelo zmerna, ker ne glede na način vožnje, če boš porabil več kot 5,8, 5,9, dvomam. Moj povprečje se je ostal med 5,6 pa 5,7. Pa mogoče še kakšna stvar, ki je vredno izpostaviti. Pri vozni dinamiki je že tako, da sem rekel, da se avto precej nagiba, obenem je pa zelo lahkoten, še kar okreten. Volan ne bom rekel, da je najbolj komunikativen, polno opremljen, košta nekaj čez 12 jurjev. Se mi zdi, da je to kar dober deal za ta denar. Je pa res, da ta avto ni brez konkurence. Jure me je opozoril na to, da so pri Motor Reviji recimo delali dvojen test, kjer so primerjali Space Starja s Hyundaijem i10. Predlagam, da če se ti lušta prebrati kaj takšnega in pogledati, kaj so pa fantje na Motor Reviji dognali, da pičeš na njihovo spletno stran ali pa samo v Google pišeš Motor Revija, Space Star pa Hyundai i10, pa boš itak dobil članek ven 1, 2, 3. Zdaj sem pa pozabil, kaj sem hotel reči, nekaj uporabi. A ja, to sem hotel reči. Mal ponuca, ampak se moraš pa zavedati, da je rezervoar za gorivo ni večji od 35 litrov. Pa še to, na voljo je tudi z avtomatikom, gre za brezstopenjski CVT. To je mogoče za kakšnega pomemben podatek. Pa prej sem omenil še eno stvar, ne? Plat, po kateri bi Space Star počasi že moral narediti korak naprej oziroma navzgor, so asistenčni sistemi. Mitsubishi obljublja, da naj bi Space Star dobil tudi naprednejše sisteme, recimo tudi sistem, ki pomaga zavirati v primeru panike in ta naj bi prepoznal tudi pešce. Prišel naj bi tudi opozorilnik pred nenamerno zapustitvijo voznega pasu, pa samodejno uravnavanje dolgega snopa žarometov. Tako da bo Space Star končno dobil tudi to, kar bi moral vsak majhen ali pa kjerkoli drug avto imeti. Ok, zdaj ga pa povzamem zelo na hitrco. Mitsubishi Space Star je majhen in preprost avtomobil, kar konec koncev ne nakazuje z obliko, ampak s ceno in vsebino. Po vozniški plati malo preveč se nagiba, sedeži bi rabili več bočne opore, s ceno boš težko ustrelil proti nebu, čeprav če boš nabral ta pravo kombinacijo zmogljivega motorja z avtomatskim menjalnikom pa stop opremo, boš prišel tam do 15 jurjev, ampak boj, da se ponuja nek popust. Pa preizkušen motor tukaj spodaj pod habo, 1,2 litrski trivaljnik, atmosferski. In to je to v povezavi s Space Starjem. Pa prej sem ti rekel, če želiš videti primerjavo med tem pa Hyundaijem i10, piči na spletno stran Motor Revije, testi napisal pa Jure Gregorčič, pol veš, da je dobro narejen.